Hiša zaupanja so novi prostori in je nov program, kaj ne? Ne, program ni nov, ampak mi smo ga preimenovali program, poseben socialni program Hiša zaupanja. Izvajamo pa že kot program, kot dolgoročni program socialne preventive, nasilje nad gibalno oviranimi ženskami. Ampak glede na to, da so ženske same dale ime temu stanovanju, varnemu zatočišču začasnemu Hiša zaupanja, smo mi tudi upravni odbor je preimenoval prejšnji program v poseben socialni program Hiša zaupanja in bomo odslej naprej imeli program Hiša zaupanja. Prostori so veliki, lepi, kako ste prišli do njih? Ja, mislim, to nam je pa poseben ponos. Veliko smo delali na tem, imeli smo periodični program od leta 2005 do leta 2009, v katerega smo pač vključili tudi sodelovanje društva SOS telefon in pa pridobitev varnega zatočišča. Kajti takrat, ko smo mi začeli ta program, še ni bilo nobene varne hiše zatočišča, ki bi lahko sprejemala gibalno ovirane ženske. Danes, ko se nahajamo v teh prostorih, tako imenovane hiše zaupanja, se človek mora vprašati, kaj pa pomeni ta beseda zaupanje. Če jo sestavimo, zaupati pomeni zaupanje za v bodoče in tudi v drugotnem pomenu zaupati se nekomu drugemu. In ta beseda zaupanje je zame poleg še dveh, varnost in pa vztrajnost, tisto gonilo, ki ga v današnjem hitenju še kako primanjkuje, hkrati pa ga nekako ne moremo kupiti tamle v sosednji trgovini ali pa na bližnji tržnici. Vse to je potrebno privzgojiti, predvsem pa ohranjati in pa spodbujati razvoj tega dela družbenega življenja. In društvo Vizija, ki deluje kot društvo na ravni celotne države, ki ima sedež tukaj v Slovenskih Konjicah, je eden od generatorjev tega zaupanja, te varnosti za nekatere, za ljudi s posebnimi potrebami, kajti nekako naša želja je, da so vsi ljudje enakopravno vključeni v družbeno življenje, ne nekako, tako kot je bilo pred 20-30 leti, nekako porinjeno, ali pa še prej, porinjeno na obrobje, nekako smo vsi skupaj gledali v stran in čakali, da se bo problem sam po sebi rešil, pa se seveda nič na tem svetu samo po sebi ne reši. In ravno zaradi tega je to društvo Vizija v Konjicah in mi smo izjemno ponosni, da smo tudi v državnem merilu na tem področju, na področju zagotavljanja varnosti, pomoči ljudem s posebnimi potrebami nekako v vrhu. Ne upam si reči, da smo prvaki, ker tudi drugi so dobri, ampak mislim pa, da smo kar nekje v vrhu. Torej smo ne samo mesto cvetja, vina, prijaznih ljudi, ampak bi želeli biti tudi mesto, ki čuti z ljudmi s posebnimi potrebami. In ker je tukaj gospa Julijana Kraljeva, tisto gonilna sila, ki svojo ekipo vodi delovanje društva Vizija, med drugim je tudi rezultat, so ti prostori, kjer smo danes. Imamo še neke druge načrte, upam, da skupne in obljubim, da skupne, bi se rad na tem mestu zahvalil za ves trud in v podporo, v znak podpore za nadaljevanje te njene vztrajne poti, sem želel, da izročim najprej en šopek v ta namen, povsem na simbolni ravni v znamenje zahvale.
Najlepša, izvolite en šopek. Hvala lepa. Tole, to je za vas, za te prostore, kjer smo pa danes, pa eno takole slikco starega trga, ki je kot nekakšna duša našega mesta in upam, da bo našla nekje prostor na eni steni, tako da bo strošek za pleskarja malo manjši. Lepe besede. Mi skoraj presenečena sem, nikoli ne premišljujem, recimo, koliko kaj dobrega naredimo za kraj, koliko, ampak samo sledimo tistim ciljem, pa to, kar vidimo, da je brez enega razmišljanja. To smo pa dobro naredili, to vidimo po rezultati, ampak vseeno je prijetno slišati po nekem času o delu, tudi o sebi, ker rada delam na tem področju, rada pa tudi naredim kaj za lokalno skupnost, kjer živim, kjer se dobro počutim. Če lahko še samo en stavek za tiste, ki mogoče ne veste, celotna lokalna skupnost je opazila delo društva Vizija in osebno delo gospe Julijane Kraljeve, zato smo ob letošnjem občinskem prazniku je občinski svet sklenil in podeliti priznanje srebrni občinski grb, kar je drugo priznanje po rangu, bomo rekli, v lokalnem merilu in mislim, da ga kar s ponosom uporablja. In tudi se zasluži.